Danes v novicah med drugim. Za nami je pustno razigran konec tedna. 16. državna razstava pletenic. Slavnostna akademija Kasaške zveze Slovenije. Lep pozdrav! Razigrana pustna energija je minuli konec tedna prevzela našo državo. Pisana množica najrazličnejših pustnih mask je pustno soboto dodobra napolnila tudi novomeški glavni trg. Poglejmo prispevek. Pustne maske so se dopoldne najprej zbrale na Loki. Nekaj smo jih ujeli tudi pred mikrofon. Zelo rada imamo piščanci, pa kokoši, pa jajčka. In to je ena lepa družinska maska. Vinicius Junior. Wow, zakaj pa? Zaradi tega, ker mi je zelo všeč. Odlično. Malo pa? Čarovnico iz Harry Potterja. Zakaj? Ne vem, všeč mi je film in knjiga in vse. Sem medvedek, Valentino medvedek, srčki, tako da se mi je zdelo primerno, da združim dva praznika v eno masko. Ena taka tradicionalna slovenska, da je malo drugače, da nismo vsako leto te Disneyevi junaki. Zakaj Luigi? Zakaj taka maska? Zaradi tega, ker je to taka lušna igrica, ki jo vsi otroci poznajo. No? Svinčnik. Zakaj? Všeč mi je svinčnik, ker rada pišem. Med igro smo se spomnili, da bi lahko bili kamškari in papir. V bistvu je hčerka si izbrala, ker ima rada risanko in pol je hotela nekaj biti iz te risanke in je rekla, da bo, ker smo hčerka pa mamica, ne, da bo pol tudi ona hčerka pa mamica. Zrcalo dneva. Zakaj? Da vse razsvetlim, pač dobre dej in se mamica spomnila in pol smo nadila. Metuljče. Zakaj pa? Zato, ker sem mi všeč. Kaj ti mal dinozavle? Pod vodstvom novomeških mažoret in mestne godbe se je pisana povorka podala na glavni trg, kjer so pripravili kratek program, izbirali najboljši krof in najboljšo pustno masko. Izjemen obisk, najprej srčna zahvala vsem maškaram, ki so prišli na glavni trg v Novo mesto, kar dokazuje, da je pust Novo mesto 2026 in nasploh pust kot tak našel svoj prostor na glavnem trgu v Novem mestu, tako da srčna dobra energija, lepo vreme, tako da naj maškare nekako zaobjamejo vse skupaj do pustnega torka. Prireditev sicer vsako leto organizira Zavod Novo mesto. Kako pa je bilo v Posavju? Dobovski Fašjenk je tudi letos v pustnem času prevzel oblast v občini Brežice. Na brežiški prestol se je ponovno zavihtel doktor Stres, a postopek imenovanja letos vendarle ni bil tako predvidljiv kot prejšnja leta. Občinska oblast je namreč letos na svoji spletni strani objavila razpis za novega župana, v igri so na koncu ostali 3 kandidati. Od Nike Kovač, od Kriva trava in tale kmečko-delavska stranka predstavnik, ampak jaz sem le težki kandidat in upam oziroma ne upam, mislim in zmagal bom. Zelo samozavestno, še posebej zato, ker doktor Stresa sploh ni bilo med kandidati. Dva se prepirate, tretji dobiček ima. In res, doktor Stres se je, medtem ko so ostali kandidati nabirali simpatije občinske komisije, kaj hitro in brezkompromisno zavihtel na oblast. Jaz prevzamem oblast in čast in slavo. Po Fašjenkovih besedah pride pustni čas občini Brežice še kako prav. Občina je vesela, ko dobi takega župana, ker v zelo kratkem času veliko naredi, prinese svoj kapital, svojo ekipo in vse, kar obljubi, tudi naredi. In ta tradicija se nadaljuje, kar smo tudi zahvalni županu aktualnemu, da nam da ključe in da mi pač upravljamo za občino v tem času. So se pa, kljub temu, da so lokalne volitve šele jeseni, tudi na tem področju že pokazali potencialni kandidati, da prevzamejo oblast v Brežicah, a kar nekaj se jih je do sedaj že opeklo. To je pa mora dolgoletna že občine Brežice in vsi tisti, ki bi radi zavzeli ta stolček, kajti
ko me vržejo ven, zelo hitro prijem nazaj čez zadnja vrata. To mi je že uspelo 6-krat. Vprašanje, kaj se bo v prihodnosti tudi zgodilo. V tem pustnem času, ki se v občini Brežice zaključi teden dni kasneje kot drugod, se bo zvrstilo lepo število dogodkov. Danes smo prevzeli oblast, jutri je v Dobovi Valentinov ples, veselo bo. V ponedeljek je ozirnevanje pusta, v torek tradicionalni kosci in orači v Ločah, obrški prutari na Velikem Obrežju, v soboto pa že 27. mednarodni karneval, kjer spet pričakujemo zelo veliko skupin. Ivana Molana so tako menjali že 21. Kar se kulinaričnih dobrot tiče, so tedni seveda v ospredju krofi. V Prečni pa so se poklonili drugemu pekovskemu izdelku. Povabili so namreč na že 16. državno razstavo in ocenjevanje pletenic. Številne in raznovrstne pletenice so bile prava paša za oči. Na tokratno ocenjevanje se je prijavilo 55 tekmovalk in tekmovalcev, kar 28 jih je prejelo zlato priznanje, od tega 5 vse možne točke. Nisem sicer pričakoval vse točke, ampak blizu. Ni zahtevno, če si dost koražen in pa treba je malo vztrajati, pa rezultat rata. Ne vem, da bi bila ravno skrivnost to, ne, ampak po mojem bolj spretnost v rokah. Skrivnosti pa ne, pač bolj fino kvašeno testo, sladko, to je to. Strokovna komisija je ocenjevala zunanji videz, zahtevnost izdelave ter okus skorje in sredice. Kakovost iz leta iz leto izboljšuje, so tukaj pa tam še kakšne take manjše napake, no, ampak ja, drugače pa ja, se pozna. Bomo rekli, da tudi tale ocenjevanja in razstave, izmenjava izkušenj pripomorejo kakovosti pletenice. To je bila sicer že tradicionalna in jubilejna 20. razstava pletenic, ki je hkrati tudi 16. državna. Do danes so v ocenitev prejeli že blizu 1300 pletenic. Lahko rečem, da smo več kot zadovoljni, ker je nad pričakovanji. Takrat smo se bali, da bo v 2-3 letih zamrlo, ampak so vsako leto prihajale nove pletenice, novi izdelovalci pletenic, tako da smo lahko res zadovoljni in glede na prve razstave pa danes je to izjemen napredek. Tudi zaradi tega dogodka imajo pletenice danes med številnimi posebno veljavo. Organizatorji pa obljubljajo, da se bodo naslednje leto zopet potrudili in pripravili razstavo in ocenjevanje teh čudovitih in okusnih pekovskih umetnin. Številni vidni predstavniki kasaškega športa pri nas pa so se sinoči zbrali na slavnostni akademiji. Ta je ob častitljivi 140-letnici priprave prve tamkajšnje dirke potekala v zibelki dolenjskega kasaškega športa in konjeništva nasploh Šentjerneju. Slovesna prireditev v pripravi Kasaške zveze in Šentjernejskega kluba za konjski šport je že tradicionalno priložnost za pogled na številne dosežke v minulem letu, ko so med drugim sprejeli novi pravilnik o kasaških dirkah, na katerih beležijo tako rast števila novih voznikov sulkija kot gledalcev. Delamo na tem na prepoznavnosti, hkrati delamo na družbenih omrežjih, po drugi strani pa skušamo pač uvesti red in se držati vseh pravil oziroma za dobrobit konjev, zato da pač približamo ta šport ljudem, da ljudje spoznavajo, da mi s konji lepo ravnamo, da naši konji ne trpijo. Na akademiji so poleg priznanj voznikom za njihove prve zmage in zmagovalcem najpomembnejših dirk pri nas med drugim podelili tudi prestižno priznanje za najboljšega trenerja konj, ki se ga je letos razveselil Janko Sagaj. Za najboljšega trenerja sem dobil prvič, s tem, da sem večkrat dobil tudi za najboljšega voznika. Za najboljšega trenerja mi pomeni ogromno več, ker nekako najboljši voznik se nisem nikoli počutil. Vem, da so drugi boljši vozniki, sigurno med njimi je tudi na mojo srečo moj brat Jože, ki je bil danes tudi dobil priznanje za najboljšega voznika. Medtem ko je laskavo priznanje za najboljšo voznico, skupno že 8, letos romalo v roke Darje Trontelj Dolinšek. Sem zelo ponosna na to priznanje in mi veliko pomeni, ampak bolj kot na to, na moje priznanje kot voznice, sem ponosna na mojo kobilo Jerco.
ki je bila zaradi številnih zmag in doseženih rekordov drugo leto zapored ovenčana za najboljšega kasanškega konja minulega leta. Sanjali se mi ne, da bo to ta konj, kakršen je. Res je posebna. Ne samo, da je hitra, no, ima tudi svoj karakter, ki ga nimajo drugi konji, no, in zato je tako dobra. No. In po mojem ne bom več tazga končka imela. No. Na slovesnosti so poleg zahval za življenjsko delo in viden pečat v svetu kasanštva podelili tudi 3 priznanja za posebne dosežke. Ob ljutomerskem klubu, drugem najstarejšem kasanškem klubu v Evropi in konjeniškem klubu iz Komende so ga ob 140-letnici kasanštva v kraju prejeli v šentjernejskem klubu za konjski šport. V Metliški občini so letos 8. februar slovenski kulturni praznik ponovno obeležili z več dogodki. Med drugim je v Sokolskem domu svojo knjigo predstavil domačin Oto Nemanič. Po Otovih anekdotah in tako je bilo in tudi drugače, 3. knjiga pisatelja iz Gornje Lokvice pri Metliki nosi naslov Na Lokvici nič novega. Gre za zgodbe izpred 50 in nekatere tudi starejše let nazaj iz moje vasi, iz moje okolice, iz otroštva in v glavnem pa okoli Lokvice se vse dogaja. V tej knjigi je zbranih 236 zgodb, ki jih je zapisal v zadnjem letu in pol. So pa vse zgodbe resnične, večina sem jih ja doživel, nekaj sem jih pa izvedel, ki so sosedi povedali in znanci. V glavnem je to vse resnično, ni to domišljijski spis. Tako da je tega se nabralo kar precej in se nabira še. Veliko zgodb se nanaša na lokviške mlake, po katerih je kraj tudi dobil ime. In vsaka loka ima svojo zgodbo. Grabrna je bila ena največjih mlak, tu smo se vsi naučili plavati. In smo prvih 5 let mogli vsak dan bežati, ker so nas lovili starejši, da skalimo vodo. Izpred nosa so težave plavale, ampak mislim, da smo se lepše imeli, ko se imajo danes deca v Debelem Rtiču. Odkar ima več časa, se rad ozira v preteklost in zapiše svoje spomine. Tako so v zadnjih letih nastale vse knjige. V penziji sem. Penzioneri pa najrajši razmišljamo o svoji mladosti. To nas nekako v dobro voljo spravi, čeprav so vse sorte zgodbe. Veste, to človek ne more reči, jutri bom pa napisal zgodbo. To ti zgodba pride in moraš hitro napisati, da je ne pozabiš. Predstavitev knjige je popestrila tudi glasba, na orglicah in citrah sta navdušila Marjan Urbanija in Peter Napred. Prijeten zaključek današnjih novic, naj bo uvod v prijeten večer. Morda si ga popestrite tudi s športom. Lahko se zgodi, da bodo naši skakalci poskrbeli še za 5. medaljo na teh olimpijskih igrah. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!